Prebili smo prve kilometre v prenovljenem Mercedesu razreda S. Vrteli smo njegov volan in uživali smo na zadnjem desnem sedežu. Kot vozniki smo v praksi spoznali, kaj pomeni nadgradnja klasičnih motorjev z majhnimi elektromotorji, katerih namen je delati bencinske in dizelske motorje učinkovitejše in tako čistejše. Ker smo o njih v avtomobilnosti že govorili in glede na dejstvo, da je v praksi izbira motorja pri nakupu tako drage limuzine drugotnega pomena, se raje presedimo na zadnji desni sedež. Večina jih dejansko uporablja ta avtomobil recimo zadnjega desnega sedeža. Mi temu rečemo oasis of well-being. To je praktično kokun, ki recimo nekje v Šanghaju v gneči na cesti praktično zapre vso to okolico. To je fokus, gre čim bolj recimo v smeri Kitajske in tudi Amerike. Kako prijetno je v teh zadnjih foteljih, je seveda odvisno od dolžine. S je namreč lahko dolg od 5,2 pa do 6,5 metrov. Da pa je bil razred S globalno najbolje prodajana limuzina najvišjega razreda, pa zasluge gredo tudi Lešnikovi obliki. To je recimo ta dolga medosna razdalja, velika kolesa in seveda tako imenovan cab backward design. To pomeni, da kabina je potisnjena precej nazaj oziroma precej daleč stran od kolesa. Mi rečemo temu dash to axle oziroma prestige mass. To je recimo prestižna razdalja in čim daljša je, tem boljša je. Za prenovo pa je Lešnik iz rokava potegnil še nekaj trikov. Žarometi so definitivno najbolj pomemben element na sprednjem delu in smo ga recimo približno 25 mm znižali, kar samo po sebi niti ni tako pomembno, ampak s tem se je tudi zvišalo težišče samega žarometa in pomeni, da avto izgleda višji. Torej ima več statusa, prestiža in sam žaromet pa je mogoče pomemben v prvi vrsti zaradi te tako imenovane obrvi. To je en recimo design signé, daytime running lights, torej dnevne luči. Recimo C razred ima eno linijo, E razred ima dve in tukaj imamo danes premiero z 3 linijami. In to so stvari, ki niso recimo revolucionarno drugačne, ampak so recimo psihološke narave. S pa ima tudi nekaj filigranskih popravkov, nad katerimi bodo navdušeni recimo zbiratelji dragih ur. Ko se približam avtomobilu, odkrijem detalje kot recimo ta Stardust, mi temu rečemo. To je posebna struktura, katere recimo pred mogoče 7 leti še sploh ni bilo možno, ni obstajal software oziroma program, s katerim bi se to dalo sploh zmodelirati, kaj šele orodje naredi za to. Na tej prvi vožnji smo se zelo navdušili nad delovanjem asistenčnih sistemov. We added more functionality. We use map data to adjust the speed in curves in front of intersections. Razred S torej že po navigaciji ve, na kateri točki mora pred ovinkom zavreti. We think we get out of our system the best performance when we do a sensor fusion. You have to compare different cars. The system has the same name, but maybe not the same performance. Konkreten primer. Številni cenejši sistemi zaznave možnosti naleta prepoznajo samo premikajoče se pešce, le stežka zaznajo stoječega pešca. Celo stoječim vozilom, recimo pred rdečim semaforjem, imajo težave. Razred S je s prepletom samih senzorjev v praksi mnogo učinkovitejši. Mercedesov inženir še poudarja, da v razvoju nikakor ne delujejo samo v smeri izboljševanja. Prihodnje generacije Mercedesov bodo dobile nov, 5. generacijski paket senzorjev, ki bo močno izboljšal natančnost, kar lahko nekako razumemo kot komentar na Tesline trditve, da bodo samovozeči avtomobili uporabljali današnje senzorje.